Pozdravljeni naše sledilke, naši sledilci, novi oddaji Akt. Hvala, ker nam sledite na TikToku, postajamo zelo pomembni influencerji. Ja, ne, to je fora, to mi je Jaka rekel, da moram narediti, da obrazijo. Hvala, ker nam sledite na TikToku. Ne, v glavnem, šala na stran. Pozdravljeni še enkrat na še enem delu Akta, kjer imam danes srečo, da sem z moja mami in z enim gospodom, ki ga poznam že prej, ampak bo mami predstavila ga. Hvala, ker nam sledite, hvala, ker se naročate na naš kanal, veliko nam pomeni in ostanite takšni, kot ste. Pridružite se nam. Hvala, Maj. No, zdaj pa si povedal lep uvod, profesionalno, nisem nič narobe povedal. Hvala, mami. Mami. No, v glavnem, kako bi rekla, jaz sem danes zelo vesela, ker me ves čas, ta čas, kar provocirajo ta vprašanja zdravje, odnos do zdravja, odnos do človeka in se seveda modro in tako kot so rekli modreci, tisti, ki res več vejo, naj vendar ne fokusiram v tiste probleme, v tisto, ker povečujem ta problem, če se ga v en problem fokusiram, se poskušam to ves čas spuščati in razmišljati oziroma slediti temu mojim mislim, ki se mi pač utrnejo pri vsem tem. No, Dejana Jariča, ki je danes najin gost, midva oba poznava, sodeloval je že v najini zvezdini skrivnosti. Tvoj. No, in je v bistvu ves čas na nek način se najine poti stikata in zanima me iste stvari kot njega in on je klasičen zdravnik, klasična izobrazba, bil je v bolnici, je delal neko, kar vem, ne? Ja, in nekega dne ga je pač ta, danes ji rečemo alternativa, ampak po moje bomo bolj holistična, se pravi, holistično zdravljenje nas vedno bolj zanima oziroma ljudje se vedno bolj obračamo k njej in jaz mislim, da je tudi neizbežna prihodnost, ki nas čaka. Telo pač ni samo kos mesa, niso samo žile, niso samo misli, ni samo srce, ni samo energija, ampak vse to smo mi. No in seveda je debata z Dejanom vedno zanimiva in letos sem pa, Dejan je tudi učenec enega gospoda, ki je meni izjemno zanimiv in ki mislim, da je eden izmed vrhov svetovnega novega pogleda na zdravje in na človeka, dr. Bruce Lipton. In jaz sem ga brala na tehle omrežjih, zdaj sem pa brala poleti tudi njegovo knjigo. Dotika se izjemno pomembnega vprašanja genetike, epigenetike, no in Dejan, mislim, dobrodošel. Tema je na dlani, kaj to je, mi smo dolg časa mislili, da je vpliv genov, mislim, tisti najbolj pomemben in velikokrat še govorimo, to je gensko, to imaš po meni in tako naprej. To je ratala kar ena huda prepričanja, ki jih bomo morali verjetno... En dober izgovor. Ja, dober izgovor, da smo lahko žrtve, da nič ne rabimo spremeniti v življenju. In ja, jaz sem imel že to milost, bom rekel, da sem že leta tam 2008, malo po izidu te knjige v angleščini, mislim, da 2006 je išla v Ameriki in potem seveda dolgo ni bila prevedena v slovenski jezik, zdaj je, sem imel že milost, da sem to knjigo bral, da sem se spoznal pač v sklopu študija transpersonalne psihoterapije, sem se spoznal z njegovim delom in meni je bilo to vse nekako logično, meni je bilo tako, pa to je to jaz čutim, to jaz verjamem že celo življenje, ampak na medicini pač nas niso tega učili, nažalost. Še vedno je bilo pač to klasična genetika, pač toliko procentov imaš možnost, da boš zbolel, če je, ne vem, tvoj oče imel raka in tako naprej, ampak to se je izkazalo, da je v bistvu laž. Samo nekje 1, max 3% je genetskega izvora bolezni, prav, da je res vzrok v genetiki, kar vemo, je lahko pač vpliv še odprej, Vse ostalo je epigenetskega izvora, torej več kot 95%, recimo tudi raka, nima nobene povezave z dednostjo.
Torej, mi to vse skreiramo sami zaradi načina življenja, stresa in tako naprej. Mi v bistvu z našimi mislimi, čustvenimi stanji aktiviramo, utišamo naše gene. To pomeni, da so mi genetski inženirji dobesedno sami. In ne rabimo potem nekih kemikalij, zdaj sicer so poskusi, tudi te novejši, da bi zdaj z nekimi kemikalijami spet te epigenetske mehanizme na celicah spreminjali, torej spet neko novo kemijo dajali noter, ampak v resnici, če mi spremenimo percepcijo, če spremenimo naš pogled nase na svet, lahko to spremeni v bistvu v celicah zapis in izražanje naših genov. To je tako, kot če si predstavljamo novoletno jelko, ki ima tiste lučke in to so ta stikala, ki jih mi spontano vsak dan znova ugašamo, prižigamo in se to izražanje genov spreminja. To je danes nešteto študij, ki to znanstveno dokazujejo, čist taki uradni klasični študij. Sem imel tudi v bistvu v svoji oddaji Prebujeno srce Slovenije, sem imel profesor Metko Ravnik, ki je v bistvu učil zdaj na medicinski fakulteti, izbirni predmet, povezava zavest, telo, tako da se je vendarle nekaj spremenilo od tistega časa, ko sem jaz doštudiral, torej učili te nove bodoče zdravnike to povezavo, koliko je pomemben, recimo placebo, nocebo efekt, koliko je, če ti verjameš, da ti bo nekaj pomagal, pa tudi če je, ne vem, sladkor, ti bo efekt, pač vsaj 30% efekta bo, torej moč misli, moč našega uma, koliko je to pomembno, in jaz delam v bistvu svojo terapijo glih na transformaciji teh nezavednih vzorcev, ko dejansko transformiramo nezavedni torej naše prepričanja v bistvu kreirajo našo biologijo in aktivirajo, utišajo posamezne gene, in tisto centralno genetsko dogmo DNK se za transkripcijo prepiše v RNK, ta za translacijo v protein, kar smo mi verjeli, zdaj lahko nadgradimo, to pomeni okolje vpliva na to, kako se bodo te geni izrazili, in to vpliva seveda na te regulatorne proteine v okoli DNK, na histone. Lahko samo vprašam, kaj sploh je epigenetika? Epi pomeni nad, to pomeni kontrola, ki je nad geni. Epi je kratica, ki pomeni nad, to pomeni obstaja kontrola, ki je nad geni, torej niso geni glavni, kar smo mi verjeli, ampak recimo, če imaš enojajčna dvojčka, enak DNK, enak genetski zapis, en zboli za rakom, en pa ne. Kako je to možno? Če bi bil vzrok v genetiki, torej v genih, bi oba morala zboleti. Ampak en je bil v stresnem okolju, je živel, ne vem, pod vplivom nasilja, psihičnega, čustvenega, ne vem, je kadil, je pil itd. Torej je imel pač vplive, ki so negativno vplivali na njegov epigenom in je zbolel. Drug je bil, ne vem, je meditiral, je delal na sebi, je bil v miru, je zdrav. Recimo, to pomeni res okolje in naš način življenja v bistvu vpliva, ali bomo mi zdravi, ali bomo zboleli. Kaj pa na to, kako gledate vidva na to, se pravi, a tudi ne glede na to, recimo, če kadiš, če piješ, lahko, če meditiraš vse en zraven, lahko vplivaš na to, kako se razvijaš. Mislim, a to lahko nekako skontriraš. Neki so fizični vplivi, ki seveda so. Mi smo seveda na vseh nivojih. Mi smo v resnici v osnovi smo duhovna bitja, ki imamo seveda vsa telesa, eterično, ki so čakri meridiani, imamo čustveno telo, vsa ta naša čustva, imamo miselno telo, vzorce, mental, imamo na koncu fizično telo in tako naprej in vsi ti nivoji so pomembni. In zdravje je v bistvu na večjih nivojih. Jaz sem imel recimo zelenega gospoda, ki je imel hud tenzijski glavobol, bil pri 10 terapevtih, nič ni pomagalo, in sva ugotovila, da je vzrok v karmičnem telesu, torej sva mogla iti v bistvu pogledati, kaj se mu je prej dogajalo, to je neverjetno, in sva ugotovila, oziroma pač je oseba ozavestila, da si je pač v prejšnjem življenju zaradi nesrečne ljubezni vzela življenje. In je pač bil pretok krvi, je bil zmanjšan tukaj in se je to iz karmičnega telesa preneslo na fizično telo, on ima že od rojstva skozi glavobole, tenzijske medicine je tako ni znala pomagati, samo analgetike, pač protibolečinska zdravila in to je to, ampak že po prvi terapiji je imel bistveno olajšanje, je rekel, mene je kar ful nehal boleti. Potem še 2 terapije sva pol naredila in je rekel, praktično nima več glavobola. Neverjetno, ker včasih je res globok vzrok na globih nivojih in dokler ga ti s terapijo ne ozavestiš, se ne soočaš z njim, ne poglobiš zavedanja, ne spremeniš tistih zaobljub, ki si jih tam dal, nikoli več ne bom odprl srca, ljubezen je bolečina, ljubezen boli, to ne obstaja. Toliko časa v bistvu ti potem ne verjameš v ljubezen in si kreiraš v tem življenju non-stop drame, težave, ker ti to potrjujejo, ker ti noter globoko vse verjameš. In to je ta percepcija, kaj spam percepcija,
kontrolira v bistvu, kako bo naše telo delovalo, kako bo v končni fazi naša biokemija v celicah, kako bodo kemijski procesi, biokemični procesi funkcionirali. In neverjetno, dr. Ian Stevenson je recimo, psihiater je dokazal reinkarnacijo. 3000 otrok je bilo, ki so se spontano spominjali svojih preteklih življenj in to so šli v arhive, vse so raziskovali, vse se je ujemalo. In da 3000 otrok ne moreš reči, da je to naključje. Ja, imeli so brez hipnoze, oni so imeli pač očitno ta odprt kanal in so se spominjali, torej, kje so živeli, ulica, kraj rojstva, starši, vse so vedeli. In so šli v arhiv raziskovati, vse se je ujemalo. To je bilo v vseh medicinskih revijah takrat, ampak pa so to seveda pač potlači, niso hoteli več o tem govoriti, ker če človeku ne daš moč, to pač ni glih mogoče za neke elite, ki nam vladajo najboljš. Tako da hoče, da so ljudje žrtve, da verjamejo v drame, da smo odvisni od sistemov in tako naprej, nažalost še vedno. Tako kot Dalaj Lama, se spomniš onega filma, ki sva ga gledala midva? Ja. Ki je mogel, kako že zberejo novega Dalaj Lamo, da mora se spomniti iz prejšnjega življenja. Pet stvari mu dajo, ne vem, koliko enih objektov, predmetov mu dajo in pa mora 5 predmetov se spomniti. Veš kaj, jaz bom rekla, tukaj si me izval, a veš, vsako zlo na svetu, se pravi tudi to izraba, da v bistvu zdaj znanost oziroma medicina na nek način postaja dogma, ki se ji ne smeš zoperstaviti, ampak to je vse človek ustvaril. Mi se lahko še tako zgovarjamo na druge, ampak mi smo vsi ljudje in smo vsi soodgovorni, a se ti ne zdi to? Ja. Preveč je pač nažalost farmacija in kapital je preveč posegal v medicino, to se je zdaj v zadnjih 2 letih zelo pokazalo, in dejansko posiljevanje ljudi z nekimi preparati, ki mogoče niso najbolj preizkušeni in tako naprej, to se mi ne zdi v redu. Vsak nema svobodno voljo in se odloča pač po svoji vesti, ne pa da se posiljuje ljudi, celo pogojuje določene stvari, to ni bilo v redu. To tudi energijsko ni v redu, ni v redu. Ti moraš pustiti človeku svobodno voljo, ne se vsak odloči zase. Jaz ne bom nobenega sodu, ali se je tako odločil, ali se je tako, pač vsak se je odločil, kakor ve najboljše zase. Ja, ampak jaz sem ves čas pričakovala nekaj, da se bomo iz tega nekaj tudi naučili, da bomo bolj skrbeli zase, za zdravje, da pa ne bomo, a veš, spet imeli enih vatlov, se pravi, kihnemo 3-krat, pa gremo v bolnico, pa vzamemo tableto. Če nas glava boli, jaz vidim, velika večina še vedno vzame najprej in takoj tableto. Mislim, mi se moramo sami sabo najprej zmeniti. To je preverjen način, vse medicina, vse je vem, ampak ni tablete, ki ne bi imela stranskega učinka. Seveda, vsako zdravilo, pač klasične medicine, pač večinoma deluje na utišanju nekih simptomov. Ne rešuje vzroka, ne rešuje tistega, kar je globja, ampak utiša simptom. In to je bilo vedno meni tako, mi ni bilo privlačno, ko sem študiral to, sem rekel, sej itak jo rabimo za akutne stvari, rabimo za vse to, hvala Bogu, da imamo, jaz sem vedno za kombinacijo povezati, vzeti, kar je dobrega iz klasike, plus nadgraditi s celostnim pristopom, da imamo holistično medicino, torej celostno medicino. To mene zanima. In to potem res lahko maksimum damo človeku, ker človek ni sam fizično telo, sorry, pač ni. Midva oba delava zdaj učiteljski tečaj kundalini joge. Tam govorijo o 7 teh telesih, naprimer. In jaz sem se vedno tudi spraševala, ta znanost, mislim, ta modrost je stara 6000 let. Starejša od medicine. Starejša od medicine, se pravi... ta naša klasična zahodna medicina je dobrih 100 let stara. V bistvu, in se je fokusirala samo na fizike. Ta zahod je šel samo na ta fizični aspekt in v bistvu so pozabili, ali ne vem, ali je to bilo namerno, ali je bilo pač kakorkoli, tako se je razvili. Mi šli smo preveč v ta materializem. Vse smo šli vsi. In to tudi Lipton govori, to je napaka. Ne moreš pa telo ločiti, to je znanstvena napaka, kar so oni naredili. Že placebo efekt, če ne upoštevamo, če verjamemo, da ti bo nekaj pomagali, ti tudi bo. Ta moč misli je zelo pomembno. To sem hotel vprašati, placebo je tudi, recimo, ko delaš z energijo, a je tudi placebo efekt? Lahko je, do določene mere je. Ni pa v bistvu, bom rekel, do 30% lahko pripisaš placebo, kar je pa nad, pa ne. In doskrat, kad delajo poskuse, ena terapija deluje ali ne, pač primerjajo s placebom. In vidijo, če je nad 30%, potem pač je sprejeto kot zdravljenje, če ne, pa ne. Aha, ampak nasploh se mi zdi, da smo ljudje v
30, 40 letih v bistvu se popolnoma obrnili na materialno, se pravi, ni čudež, da je tudi medicino tja odnesel. Samo to je vredno, kar vidi, kar otipam, kar imam, kar stoji, mislim in tako naprej. Ja. Zato pa smo tle, ker smo kot družba, ne? Vse vidimo, kaj se dogaja, ne? Vsi skregani drug z drugim, levi, desni, gor, dol, ne? Vsi svoje zagovarjajo, ni nobenega sočutja, nobene povezanosti, da bi drugega slišali, dajmo imeti različna mnenja, dajmo vse, ampak dajmo se slišati, ok, ti to verjameš v redu, ti da možnost, imaš to pravico, ne? Jaz pa pač malo drugačen pogled, oba sva ok, ne? Pač, a ne, to ne, ta povezanost, ne. Ja. Sva človeka, ki si zasluživa spoštovanje, ljubezen. Tako. Kaj ti misliš, zaradi česa nas to tako vleče? Ali je odzad ta strah, ta negotovost, a veš, vedno nad nami visi smrt, ne? Prej so, nekje sem slišala, da odkar ljudje manj verujejo v Boga, da je vedno več strahu in da je zaradi tega vedno več tega materializma. Ja, seveda, strah je še vedno najboljše orodje manipulacije. Ne? Če v bistvu imaš človeka v strahu, mu lahko vse prodaš. Ne? Bo kupil, bo vzel, bo naredil to samo, da mu ne bo hudo. Ne? Torej, strahom se da še vedno dobro manipulirati in to pač določeni ljudje zelo dobro vedo. Ne? In dokler smo mi v strahu, smo v bistvu boj in beg. To je ta obrambni mehanizem, ne? Smo v stresu, stresni hormoni podivjajo, adrenalin, kortizol, po krvi in tako naprej. Kri gre iz vitalnih organov, ki so nujno potrebni za življenje, gre v okončine, torej v noge, v roke, zato da mi bežimo. To je v bistvu naravni odziv telesa, da pobegne pred nevarnostjo. Če bomo medveda srečali, bomo avtomatsko šli v ta boj in beg, samo da zbežimo, samo da gremo. In ljudje so več ali manj non-stop v tej zanki stresa in so skozi adrenalin, kortizol. Jaz imam ljudi, ki so izgoreli, ki so depresivni, anksiozni, ogromno je tega, po vseh teh igricah, ki so se zdaj dogajale zadnje 2-3 leta. Ljudje so dejansko izgoreli, so izgubili stik s sabo in tukaj je seveda veliko za narediti, kot družba. Vemo pa ta vsakdanji ritem, služba, dom, otroci, ljudje v bistvu so non-stop v eni podgani dirki, sploh nimajo časa zase, nimajo tega časa za stik s seboj, da bi meditirali, rečem ljudem, da je zdaj 2-krat na dan meditirati, težko najdejo čas, mislim. To je zelo žalostno, kam smo prišli. Pa tudi sam 2-krat na dan meditirati, se mi zdi, je tudi težko, tudi ni lahko, veš, ker si imaš, odvisno, ne vem, zdaj ti meni povej, jaz sem to delal in sem v zadnjem času recimo opazil, da mi tudi to ne pomaga, zaradi tega, ker sem pa v nekem fazonu, kjer se usedem in hočem samo mir. In mi sploh ne pomaga, in v bistvu medtem, ko se pa sam sebi grem na živce, ker se rečem, zdaj se bom pa 2-krat usedel na dan, pa se bom umiril, veš. Zakaj se ti tebi zdi, da se meni to recimo zdaj? Problem je, če je preveč aktiven. In če je preveč aktiven, ga moramo mi na neki ravni umiriti. In mogoče včasih pomagajo kakšne dihalne vaje. Recimo Wim Hof oziroma pač tumo dihanje je zelo dobro za resetirati zato da ti lahko sploh spustiš to kontrolo, da se ti zresetiraš, da si dobre neurotransmiterje dvigneš, serotonin, dopamin, recimo, in s tem se boš že recimo umiril. In potem boš veliko lažje šel v meditacijo in veliko lažje bo potem spustil. Tako da za različne ljudi so različne metode, tehnike, jaz vedno pač prilagajam glede na posameznika, ker vemo, da smo različni, tudi po astrologiji, pač vsak ima neke svoje karakteristike, osebnosti, in je fajn prilagoditi človeku, in če mu pač nekaj ne paše, mu damo naprej nekaj drugega, pa se prilagodi. A je to odvisno tudi od obdobja v življenju, kje si recimo? Lahko je, seveda. Ja. Je treba skozi prilagajati. Ja, če si ti v nekem bolj stresnem obdobju, pač rabiš mogoče več stvari, in takrat pač bolj intenzivno delaš na sebi. Oprostite, kar motiva. Pazite se, da v 77% ni naročenih na ta kanal. Ja, kaj delate? Pojdite se naročiti, pa gledati nazaj. Ja, hvala, rada vas mava. Ajde. Je naprimer na voljo res veliko orodij za to, da si pomagamo. Imamo joge, jaz sem navdušena, ne morem govoriti v tvojem imenu, ampak mislim, da si ti tudi nad kundalini jogo, nad meditacijami, nad tem telesnim, ker je tako aktivno telesno, delaš z energijo in tako naprej. Po drugi strani pa vidim, mislim, poplavo raznih terapevtov, pomočnikov. Meni se zdi, da celo veliko zlorabe teh akaških zapisov. Kaj misliš ti to? Kaj ti misliš, zakaj se, že tukaj je spet samo nek fokus, ki ga čutim,
pridi k meni, jaz ti bom rešil življenje, ker namreč to noben od nas ne more reči, da boš ti meni rešil življenje, ker ti spet nekomu drugmu dam moč, ne? Kaj ti misliš, zakaj je to tako? Spet je denar odzad, ne? Tudi je. Veliko je tega pač preveč, bom rekel, no, tudi v tej duhovnosti je v bistvu preveč fokusa na tem, ne? Dejansko jaz vedno vodim človeka, da gre v svojem ritmu in da samo zavesti stvari. Seveda pač rabijo kdaj pomoč, ne? To ne smemo reči, da ne, ne, normalno, ampak da pomagaš človeku, da v svojem ritmu zavesti, se sooči s stvarmi in da poglobi zavedanje, ne? Jaz ne kanaliziram ljudem, jaz ne delam tega, ker enostavno se mi ne zdi okej, a ne, se mi tudi ne zdi etično. Pa tudi ne vem, kaj mu pomaga na koncu. Tudi mu ne bi verjetno nič pomagala. Če ni on v stiku s tem. Če bo neko informacijo dobil, samo še ena informacija za več. Tako da vedno je v bistvu glavni fokus, da človek v svojem ritmu zavesti to, da se sooči, da poglobi zavedanje in potem šele lahko v bistvu mi gremo na sprejemanje in spuščanje teh škodljivih vzorcev in čustev, ne? Kar vemo, da je pač v veliki meri tudi lahko vzrok za razne težave, ne? Tudi za depresijo, za anksioznost in tako naprej, ne? Torej, delamo etično, psihoterapija v bistvu je postopna, je po fazah, a ne, čebulo se lupi po plasteh, ker če je preveč naenkrat, je lahko preveč za človeka in tukaj je treba imeti veliko znanja, veliko izkušenj in ni hec pomagati ljudem, je velika odgovornost in je treba pač imeti veliko znanja, izkušenj, kot se rekel, in po fazah. Predvsem se pa to ne zgodi čez noč, ne? Ja. Se ti imaš za to delavnice čez celo leto, kaj imaš ti projekt, kako je? Zdajle začenjamo 13. oktobra in potem bo vsak mesec mesečni program, a ne, online preko spleta, kjer bomo v bistvu kolektivno delali na vseh teh vzorcih, čustvih, delali bomo z celostnim pristopom napredne psihoterapije, kognitivna, humanistična, transpersonalna, napredna znanja holistične medicine, a ne, tako da bom res predajal ljudem to, kar se tudi sam na Quantum University, a ne, pač še zdaj učim za doktorat holistične celostne medicine, ne, bom tista najbolj uporabna znanja, pa kar imam največ izkušenj tudi sama, ne, kar sem sam sprobal, vem, da deluje, to dajem potem res naprej ljudem, ne, da si lahko tudi sami doma pomagajo, da jim damo tisto moč nazaj, ne. Ker probleme, ki so nam vsi hoteli to moč vzeti. Zdaj smo imeli Glestino Prodnik, si jo tudi gostila, smo imeli skupno meditacijo v njeni skupini, aktivacija te notranje moči. Ker mi enkrat prebudimo to notranjo moč, ker res odpremo srce, ker se zavedamo, kdo v resnici smo, da smo ta neskončna zavest, na tem kratkem postanku, kot Boris rad reče, na planetu Zemlja, v bistvu potem smo neustavljivi, potem nam nobeneč ne more, nobene igrice, nobene manipulacije, nobeni strahovi nas ne morejo več sesuti. Kaj enkrat to dojameš, pol v tem ostaneš ali je pol treba na tem delati? Stanje zavesti, ne, eden izmed mojih mentorov, doktor Rova, ne, je rekel, states are free, stages you have to buy. Torej, izkušnjo, transpersonalno duhovno izkušnjo ti dobiš. Ko se meditiraš, ko delaš jogo, ko se poglabljaš vase, dobiš slejka prej duhovno izkušnjo, da si nekaj višjega, večjega kot to telo, kad le gledamo. Ne. To telo bo slejka prej bo pač umrlo, ga bodo pokopali, ga ne bo več. Ne. Vsi mi ne bomo enkrat zapustili to telo, ampak ta večna esenca, duša, zavest, spirit pa ostane. Ne. In to je tisto, kar mi smo. Ne. In to, kar se rekel, duhovno izkušnjo lahko dobiš. Ampak stopnjo zavesti, ne, si pa rabiš priboriti z delom na sebi. To je pa procesa, ne? Da greš tistega mentalnega ega, ki si žrtev, ki si ubogi jaz, da greš vsaj na avtentični nivo, ki si pristen, ki si iskren, ki živiš v skladu s sabo, tako kot ti čutiš, ki si svoboden, ki imaš življenje poštimano, da ti nekako štima vsakdanje življenje, to pomeni, da si spucal senco, shadow po Jungu, ne? Če rečemo, da si naredil tisto delo na svoji podzavesti, tisto, kar si rabo narediti. Seveda potem obstajajo višji nivoji, subtilni, kavzalni, nedualni, to so pa že tisti zares duhovni nivoji, ko človek res naredi že toliko na sebi, da ga tudi ta materialni svet pa vse to, kar se dogaja, več ne izpolnjuje, takrat se človek še bolj obrne navznoter. Tiste lastne zmage za nek, ne vem kaj, zunanji bližč, gor dol, takrat te to več ne izpolnjuje. Sicer ti je fajn, ampak si ne navezan na to, ker vemo, tisto, ko ničesar več ne potrebujemo, privlačimo vse. To je tisto, ker nisi vezan, da karkoli rabiš dobiti, potem boš itak privlačil obilje, vsega dobrega bo prišlo v tvoje življenje. In to so pač nivoji in stopnje. To so v bistvu so to neki razsvetljenja, ki si jih vsi želimo. Jaz lahko svojo izkušnjo delim. Jaz vidim, da sem začela to pot zavestno šele v bistvu z leti. Da ko se mi je vse nabralo in ko sem imela srečo, da sem bila iskrena sama s sabo, se mi je v bistvu
zdaj začenja dogajati to, da v resnici spuščam navezanosti. Mislim, da so te navezanosti tisti ključ, ki nas... Zaradi tega po moje najbolj trpimo, no? Ker se vežemo na odnose, na ljudi, na obilje, na hiše, na ne vem kaj. Zaradi tega mi največ trpimo. Naš ego se veže. Na mnenje o samemu sebi se vežemo. Tudi, ne? Ja, to je problem. Navezanost je, vse tudi si pravi duhovni učitelji to učijo. Bodi nenavezan, kolikor se da, delaj na tem, potem se boš osvobodil. To je po moje tisti ključno. Ampak je to proces, to ne gre čez noč, to je proces, da mi spuščamo po fazah te plasti ega, osebnosti svoje, da v bistvu prihajamo globisti k sabo. Ampak nekje mora biti nek vzrok, da moramo iti čez vse to. Ali kaj? Kaj ti misliš, kaj je to? Ja, zakon karme definitivno je, pač je materialni zakon akcije, reakcija, ki pač deluje, dokler smo sami materialno usmerjeni, ampak z delom na sebi, ko se mi poglabljamo vase, ko mi presegamo te naše nezavedne vzorce, občutke, koncepte, zaobljube, kar je tudi moj fokus, le sem se res specializiral na tem področju, da pomagam ljudem v terapiji, skupinsko, tudi imamo recimo zdaj šolo za terapevte, kjer pač šolam te ljudi, ki bodo pol delali po tej moji metodi, postopno v bistvu čistimo tudi te karmične zadeve, ki smo jih na neki ravni prinesli s seboj, tako da mi lahko v bistvu neko zadevo, kar bi sicer po klasični neki varianti mogli, otrpeti še, pol življenja, če mi ozavestimo to travmo, se z njo soočimo, poglobimo zavedanje, kaj smo imeli od tega, in res oprostimo sebi, drugim, ki so bili vpleteni, mi lahko to v bistvu spustimo in pohitrimo ta proces našega duhovnega razvoja. In zdaj smo v teh časih, tudi astrologija nam to govori, da smo v časih, ko lahko več naredimo, kot smo prej v večjih življenjih naredili. Zdaj hitreje. Hitreje. Zdaj je prišel ta čas, in imamo to milost, bom rekel, da smo zdaj rojeni na ta planet, ker ta planet, v bistvu, zanj sem prebral od Ramana Maharšija, dober citat, v bistvu, kaj je edini namen tega rojstva tukaj, da se obrnemo vase in da spoznamo sebe, kdo zares smo. Je rekel, nič drugega ni za narediti, samo to. In če to naredimo, pa smo naredili vse. Kaj si pa mislite vidva o daoizmu, recimo? Poznate daoizem? Jaz premalo, da bi lahko rekla. To je ena starodavna veda, Mislim, starodavna. Ti si zdaj bral, kaj? Mene zanima, jaz Alana Wattsa poslušam, Tao Te Ching sem si končno izbral. Ampak govori bolj o tem, ker je sploh, veš, jaz velikokrat, ko vas poslušam, pa to smo imeli mi enkrat debata, že na zadnje, ko smo bili skupaj tam na uni restauraciji, ampak meni se zdi to vse tako zapleteno, pa genetika, pa epigenetika, pa veš, dao te stvari, ki so pa jih že tisoče in tisoče let nazaj, pred medicino, predvsem tem, takrat pa so že takrat, se pravi, veliko stvari lahko preneseš v današnji čas, brez vse ti neke, veš, oni tu spravijo karma, preneha biti karma, ko ti začneš razmišljati o njej kot v karmi. Se pravi, jaz bom šel za nekaj reševati, da bom karmo si rešil napaka. Odvisno, kako gledaš. Filozofija je ogromen, in v bistvu vsaka filozofija ima pluse in minuse, Jaz v bistvu nisem za nobeno religijo, za nobeno to filozofijo, jaz vedno poslušam sebe, svoj občutek in tisto, kar meni deluje, to uporabljam. Se ne obračam to, kaj je ta rekel, v redu. Vsak ima svojo pot, vsaka duša ima unikatno pot do osvoboditve. Ni ena, ki je za vse, ni. Enostavno vsaka duša ima unikatno pot in jaz verjamem, da je treba slediti sebi. Temu, kar mi čutimo noter, to je za nas resnica. In pač tako čutim. Super, ker smo se dotaknili resnice. Okrog tega, kaj je resnica, kaj je res, pa kaj ni res. Se danes tudi vsi zelo veliko pogovarjamo, ker smo pač naučeni, da to, kar jaz mislim, je moja resnica. In to, kar ti misliš, in če se jaz s tem ne strinjam, pa to ni res. In se zaradi tega kregamo neskončno, celo sovražimo, celo vojn se gremo zaradi tega. Mislim, tu je treba nekaj preseči. To so naši vzorci. To je relativna percepcija, se reče v kognitivni psihologiji. V bistvu vsak ima svojo, glede na vzorce, ki jih je dobil v otroštvu. Vsak svojo. Ja, glede na poglede. 8 milijard jih je. Tako. Vsak ima svoje, vsaka pač duša ima unikatno, edinstveno izkušnjo na tem planetu, dobi točno take starše, ki jih rabi, točno take vplive, ki rabi, da raste, da se razvija, da se osvobaja. In dejansko, je to relativna percepcija. Obstaja pa tudi absolutna realnost, absolutna percepcija, ki pa v bistvu to so pa te res globoke duhovne izkušnje, ki pa vsakmu, ki to izkusi, pusti enako izkušnjo. Ni važno, kdaj, kje je to izkusil, to je pa ta v bistvu resnica enosti, samospoznanja,
ko v bistvu se zavedaš, da si eno, v bistvu z izvorno energijo, da nisi ločen, da nikoli nisi bil in takrat si sam solze blaženosti, milosti tečejo, a ne? Ko se toliko zavedaš, da si tako razpršen, da si posod del celotne kreacije v bistvu, ne? In ta mala kapljica v oceanu, ampak ko krem val na oceanu Boga, ko kar volš rad reče, a ne? In ja, smo res v samih temeljih zavedanja, smo ena zavest, ki se prepoznava skozi različna ogledala, v bistvu vsaka duša, vsako ogledalo nam nekaj lahko pove o nas samih, a ne? Če le hočemo slišati, če le začutimo. Ne? Slišiš to veš? Jaz takole, jaz temu včasih rečem tudi kolektivno nezavedno, ne? Naša asistentka, jabučki, domači jabučki, Hvala ima. Hvala. Kolektivno nezavedno, ne? Ko se ga dotakneš, naprimer, jaz sem to imela to izkušnje v pogovorih, ne? Moje pogovori so se očitno, ne vem kako in ne vem zakaj, dotikali vseh nas, v neki točki smo, mislim, čutili, vsak na svoj način, ampak čutili isto, ne? In smo imeli občutek, nisem sam na tem svetu, še nekdo ima drug take probleme, še nekdo o tem razmišlja, ne? A je to to? Ful smo prepleteni, ne? In zdaj se tako prav čutim, ko se ljudje zdaj povezujemo v teh časih, ko smo prepleteni v eno tako mrežo, jaz rečem Kristusova mreža zavesti, ki se zdaj na zemlji postavlja, koliko smo res tisti, ki hočemo nekaj narediti na sebi, ki se trudimo, ki vlagamo vase, koliko se lahko povežemo, koliko lahko drugmu damo, ne? In koliko je to lepo. V bistvu, kako je globalno zdaj, tako kot si prej rekel, nekega strahu in nekaj jezen, tako imamo zdaj globalno možnost, da se povežemo, da se pogovarjamo, tudi če razmišljamo drugače, da se lahko pogovarjamo in da vidimo nekaj v tem. V vsaki filozofiji je nekaj modrosti. Točno to, ja. Jaz pravim, vzami tisto najboljše, kar čutiš, a ne, iz tega in to je to. Tisto, kar ne čutiš, pač ne vzeta. Ja, karkoli se opirajo, v bistvu samo še hujša stvar lahko pa. Ja, tisto, čemur, neči se razumeš, pa pol rečeš, bom že tako naredil. Pa še nekaj, ruši se osnovna predstava o tem, da je učitelj samo eden, da je vera samo ena, moja, se pravi moj Bog, ne tvoj Bog in tako naprej. Ne? Ker če v bistvu če jaz gledam, naprimer, koga vse sem brala, kaj sem vzela od tega, kaj sem vzela od tega, šele pol moja resnica, moja slika, z mano je prepleteno in potem lahko učinkuje, ne? Ja, točno to, ne? Ker so tvoje lastne izkušnje, ne? In tisto, kar si ti doživela, ne? Tisto zresonira s teboj, ne? In to lahko vzameš in to v bistvu ti pa lahko res pomaga pri tvoji rasti naprej, ne? Pri tvoji osvoboditvi. Mi smo pa navajeni, en učitelj je pravi, ne? Navajeni smo, da je en problem treba reševati, ne? Kako pa na to gledate, recimo, jaz spet opažam pri sebi, ampak ni samo en problem za rešiti. Mi imamo toliko enih različnih problemov na toliko enih različnih nivojih. Ne? Zato meni recimo dao paše, ker zavzame čisto vse moje probleme v enem. Ampak imamo recimo, imaš ene probleme z družino, pa imaš pa probleme, ki si jih v šoli nabral, pa imaš probleme, ki so se nekje od tebi, kot si rekel, odprej. Kako pa to najdete v bistvu vse? Kako se spraviš iskati vse tvoje probleme? Ja, najprej jaz pravim, jih moraš ozavestiti. Brez tega, da jih ozavestiš, pač v podzavesti so, tam nekje so, ti vidiš, da life ti ne štima, neki, ne vem, imaš izziv v vsakdanjem življenju, jaz pravim. Ponavadi je dober znak, ko si zaciklan, se pravi, ko se ti vedno, več ali manj vedno ene in iste stvari dogajajo, pol je to znak, delati na sebi. Ne? Ja, pol veš, da je tle en vzorc, ki ga na neki ravni ponavljaš in je treba pač ga ozavestiti, in se soočiti z njim, ugotoviti, za kaj imam, kaj imam od tega, pred čim morda bežim s tem, čemu se izogibam na neki nezavedni ravni in enkrat človek to ozavesti, ki se res sooči globoko s seboj, ki si prizna tisto resnico, potem pride do osvoboditve. To je drugače bila scena, ki smo se pogovarjali nazadnje, ko smo bili v restauraciji, je bilo to, da sem jaz vajedva vprašal, kdaj se pa konča to delo na sebi. Ko se osvobodimo, nikoli. Jaz sem pa v cilju usmerjen človek, veš, zato pravim, kako najdeš, kako se spravaš, mislim, kaj moraš narediti, da res najdeš tudi tiste najbolj globoko zakopane stvari, ki so ko v bistvu mi da velikrat sami pred sabo skrivamo stvari, in pred kom najbolj skrivaš. Mi smo najboljši lažnivci sami sebi. To je itak, Zato je fajn, da imamo nekoga, ki nam ogledalo postavlja. Terapeut, ki je šel čez neke faze, lažje tle pomaga, Če ima nekdo neko težavo, pa da je seveda oseba pač
terapeut šel čez to, seveda potem lahko vidi globje, ker če ni svoje razpucal, ne more pomagati, ker se bo zaciklil tam s klientom, a ne, in bo tam z njim, ne vem, traumatiziral in ne bo mogel zares pomagati. A ne. Če pa je pri sebi to spremenil, lahko pa pomaga, da ta oseba to zavest v svojem ritmu, da se sooči s tem, da, kot smo rekli, ugotovi, kaj ima od tega, da res poglobi realnost, zavedanje glede teh vzorcev, občutkov in potem, jaz pač delam preko enotnega polja, tudi transformiramo te nezavedne vzorce, pač stanje hipnoze, gremo v teta stanje, ker je lažje reprogramirati. Preko tega stanja, ker takrat je lahko. Ja, ker otroci, se Lipton pravi, do 7. leta je otrok v teta stanju in vse programe, vse vzorce v bistvu vzame iz okolice, a ne, kot spužva absorbira in to je tam noter, a ne, in potem, če mi tekom življenja ne spremenimo teh vzorcev, seveda pač živimo po njih in smo na avtopilotu. Smo kar robotka ponavlja skozi eno isto, kar se je naučil prvih 7 let. In jaz spravim ljudi na tako hipno stanje, to je tik pred spanjem, teta stanje 4 do 6 Hz, potem je sam še delta, globok spanec brez san. Mi tudi, ko sanjamo, smo v teta stanju in REM faza, recimo, gremo zdaj v stik. Učke začnejo delati, REM faza, to pomeni, da sem prišel v to stanje pri budni zavesti, kar včasih neuroznanstveniki so rekli, da to ni mogoče, ampak zdaj že priznavajo, so že šli toliko naprej, da v bistvu smo mi pri budni zavesti, gremo v to više stanje zavesti, ki je tudi stanje meditacije, stanje hipnoze, da lahko dostopamo do podzavesti in iz tega stanja reprogramiramo nezavedni seveda v skladu s svobodno voljo posameznika in dejansko se včasih že po nekaj terapije zgodijo take usuple transformacije, preobrazbe, kot ta glavobol, ki je izginil. Recimo imel sem primer, ki je možakar ostal, v bistvu noge so mu čisto odpovedale, ni mogel hoditi, se smo tudi na ta landing page za članstvo to napisali in je bil vzrok, ker ni mogel več, v službi mu je šlo slabše v poslu in ni mogel preskrbeti družine. Imel pa vzorc, da je on odgovoren za družino, da mora za njo skrbeti in si je v bistvu skreral bolezen. Ni bilo pretoka več po živčnem, po hrbtenjači, po živcih, po nogah in enostavno je predstavljeno v vozičku. Po prvi terapiji, ko sva ozavestila, ko je spremenil te programe, je že šel, vstal iz vozička, šel v avto in po drugi terapiji je čist zdrav. Koliko je ta močen, neverjetno. To se pravi, ti preko hipnoze oziroma teh drugih stanj zavesti prihajaš do te resnice, za katero mi ne vemo. Ker jaz sem včasih karmično diagnostiko in jaz sem imela samo eno vprašanje, kako naj jaz prijem do vsega tistega, česar jaz ne vem. A veš, jaz lahko tisto, kar vem, zavestno odpustim, jaz odpuščam sebi, drugim odpuščam, ampak verjetno... Zavestno je sam 5%, vse vemo, to je brez veze. Mi se lahko zavestno prepričujemo nekaj, ne vem kaj, ampak kaj imamo mi 95% vsega tega nezavednega balasta noter, ker se ne zavedamo in rabimo prvič, smo rekli, zavestiti, drugič se s tem soočiti, ne bežati od tega, ker tisto, česar bežiš, ne moreš razrešiti. In tretjič, da res ugotoviš, kaj imaš od tega, tisto globino od teh vzorcev. In če si res pripravljen živeti brez tega, pa to spustiti, pa se zgodi transformacija, se tisti ego sesuje v prah, ego so sam naši vzorci, v bistvu ta naša percepcija, ki je lažna, ki je napačna predstavljena samih, zato se reče v sanskrtu ahankara, lažni ego, torej ni resnični jaz, ampak je lažni. In v bistvu z delom na sebi, s poglabljanjem vase, ga v bistvu mi presegamo po fazah. In se ego manjša, duša, zavest se viša, vibracije in potem postopno enkrat, če imamo to milost, pač se tudi to zgine. A mislite, da je možnost, kaj pa da bi naredil, recimo vsako jutro bi se zbudil in rekel, zdaj pa tabula rasa, zdaj pa se zbrišem, zdaj pa začenjam na novo. A mislite, da to obstaja? Da bi kar kaj vse zbrisal. Ja, da bi rekel, zdaj kar je bilo, odpustim sebi, drugim, zdaj začenjam, vsak dan začenjam na novo. Ja, na nivoju uma si, ne? Ja, verjetno bi to sam zavestno naredil, ne? Tebi bi se pa še vedno vsa ta podzavest, če je ne bi razrešil, bi se pa še vedno vklopila, ampak bi se mogoče zavestno prepričeval, da je to tako. Vse verjetno bi ti malo pomagali in cajt bi se zihar boljš počutil. Sem vprašanje, kaj bi bilo na dolgi rok, ne? Ker na dolgi rok pa ti rabiš v globino iti. Če ne greš v globino, a ne pa živiš na parih procentih zavestnega uma in decita. To me zanima, ti hodiš na ta, kam si rekel, Quantum Univerzum, kaj je to? Quantum University, University, To je v bistvu največja izobraževalna ustanova, ki izobražuje v bistvu ljudi, ki si želijo v bistvu nadgraditi znanje medicine, je za zdravnike, tudi za druge, pač, ki hočejo v bistvu nadgraditi znanje. Jaz sem vzel ta PhD, doktorat integrativne holistične medicine.
in zdaj študiram, to je v bistvu online študij in potem pač delaš izpite, se pač prijaviš in tako ne. In so zelo napredna znanja, to, kar v Sloveniji žal še ni. V Ameriki tudi. V Ameriki, ja. Kje sediš? Honolulu, Hawaii je v bistvu headquarters, tam je centrala, tako da pol, ko bom doktoriral, bom šel tja po diplomo, pa malo žurat. Tako da ja. In to, kdo predava? Lipton? Tudi ja, to so vsi ti znani. Paul Durdin je v bistvu direktor, on je bil prej zdravnik klasične medicine, pač uradni tej klasični medicini in je pol videl, da mu precej manjka tukaj in je potem s časoma razvijal in je naredil v bistvu prav univerzo, ki ima zdaj v bistvu prav licencirane programe za doktorat, ki je mednarodno priznan, potem za integrativno holistično medicino, si pač v bistvu pol zdravnik naravne medicine, v bistvu, ki res pomagaš celostno, na vseh nivojih. Integrativno to pomeni, da integrirate vsa znanja. Tako. Od zelišč do duhov. Vse, od homeopatije do psihoterapije, do kvantnih metod, kvantne medicine, do višjih nivojev, aromaterapije, mikrobiom recimo se upošteva, ki je zelo pomemben, vse. Čisto vse, celostno človeka gleda se kot celostno bitje, je zelo zahteven študij, nisem verjel, da bo tako, ampak ja, veliko je vsega za preštudirati in dosti zahtevna zadeva. Ja. Kaj se tebi bolj zdi, da je najbolj pomembno? Mislim, za eno življenje misli, hrana, način telovadba, mislim, tako ponavadi, naprimer, si ljudje pol zbiramo, kaj nam menijo, meni je bolj pomembna telovadba, pa pol cele dneve šibamo okrog na kolesu, pa eni cele dneve sam preračunavajo to hrano in tako naprej. Kaj se tebi zdi? Jaz pravim kombinacijo vsega. Ja, ni samo en nivo, ker mi nismo samo, smo rekli, na enem nivoju, mi skozi delujemo na večjih nivojih in je treba celostno gledati več nivojev hkrati. Tako da ja, je to, kar veliko časa si treba vzeti za sebe in delati na večjih nivojih. Seveda hrana je pomembna, ampak kakor je tudi Spenza rekel, lahko ti ješ najboljšo hrano, ne vem kaj, če si ti v negativnih mislih, v negativnih čustvih, celica ima zaprte receptore, sploh ne more teh hranilnih snovi vzeti noter, kaj jih rabi za delovanje in v bistvu spet ni to. Tako da treba je delati na vseh nivojih, torej jaz zagovarjam ta čustveni, mentalni, je ključen, je pomemben seveda duhovni aspekt in pa tudi fizični. Vse je treba upoštevati. Koliko je pa za duhovno zdravje pomembno to, da svojih kompleksov, problemov ne projiciraš na svoje otroke in v bistvu, da rešuješ nekaj, koliko recimo problemov lahko, koliko pomembno za duševno zdravje je ukvarjanje z otroci? Ja, probleme je tako, dost mame recimo kliče, ki imajo težave z otroci, ki pač imajo anksioznosti, imajo depresije, ampak seveda v partnerstvu se dva ne razumeta in seveda potem bi otroka poslali na terapijo, v resnici bi jo pa oni prej rabali. Ker tipično dost vzorcev vsega tega balasta, ko se ljudje v bistvu prepirajo, otrok prevzame nase. In takrat je to problem in seveda ni v redu to, da svoje frustracije znašaš na v bistvu šibkejše, ki ne morejo. Čeprav misliš, da ne slišijo? Jaz sem mislil tudi, koliko pomembno je recimo za tvojo dušo, to, da v bistvu se z otroci ukvarjaš, da jih učiš. Ne samo od svoje otroke, sploh otroci so naša prihodnost in zdaj te stvari, ki se mi pogovarjamo v mojem popolnem prihodnosti, so naši otroci se s tem ne bojo rabili ukvarjati. Bojo lahko oni imeli, kot sem jaz rekel, nek simpel filozofijo, kot je dal, se bojo temu in ne bojo rabili nazaj in reševati mojih problemov, pa tvojih. Super bi bilo. Če bi mi otroke vzgajali recimo v sočutju, v nenasilni komunikaciji, kar je tudi ena izmed znanj, ki jih predajam, recimo, potem bi imeli ful manj težav. Ne bi dobili teh vzorcev, te otroci. Ne bi se rabili toliko sabo ukvarjati, kot se mi rabimo, ker smo bili na neki ravni vsi nekako ranjeni. Sočutje, odprtost. Če se nam zdi, da se sami sabo tako ukvarjamo raz z nekom, ki smo mu hočeš nočeš kot celota, že pustili neko breme. Mislim, da se največji duhovni učitelji v bistvu preko svojih lastnih izkušenj, ko drugim pomagajo, največ o sebi naučijo. S tem, ko daješ drugim, daješ v bistvu sebi, spoznavaš sebe in je to v bistvu lepo in je to ta neka prava pot. Se ti ne zdi, da je ene vrste duševno zdravljenje to, da greš in si vzameš čas in greš in delaš z otroci in jih učiš. Mislim, poznam par organizacij, ki se ukvarjajo z ljudmi in z otroci in tisti ljudje se mi zdijo kar nekako malo bolj zdravi, malo bolj polni energije. Se ti zdi, da je nekaj na tem, da bi se lahko zdravili s tem, da smo
Dajanje, da pomagamo. Dajanje odpira pot prejemanju. Itak. In če damo iz srca, itak bomo dobili nazaj. Odprta dlan je odprta. Ko ti tako le daješ, ne more noter nič pasti, nič ne moš dati noter. Da res daš dlan, srce. ki daje, tudi sprejema. Točno to, ja. Veš, To je kaj ta me flow, zanima? ki teče. Jaz verjamem, da obstajajo bližnjice do duhovnega, mislim, do višje zavesti. DMT. Ki je tudi zelo povezano, vidim, da umetnost, naprimer, ne? A veš, jaz opažam, da je čedalje, zaradi tega, ko včasih kaj napišem, ki je pa tako, da je čedalje slabše, mislim, tako na splošno govorim, da čedalje slabše razumemo asociativna sporočila. Če jaz, naprimer, napišem, kruh je dober, lahko mislim milijon stvari. Kruh je dober, kruh je dom, kruh je dobrota, kruh je mama, kruh je ljubezen. Ne? Da čedalje manj nivojev ljudje razumejo pod to besedo. Ne? V bistvu pa to mi, umetniki, ves čas dajemo. Na pladnju ti dajemo. Ja, ta sporočila. Zdaj pa kdor sliši, kdor odpre srce, super, kdor pa ne. Je to avtocesta, ne? Ja. Tudi ena avtocesta je, naprimer, če res živiš v stiku z naravo, ne? Ja, kar te napolni, jaz pravim, kar ti odpira srce, to delaj, ne? Eni imajo živali radi, hvala Bogu, imej živali, uživaj, ne? To, ne? Pes recimo, ne, pravi najboljši prijatelj, itak, te ne bo te izdal, ne bo te prizadeval, ampak In odprto srce pomeni tudi dostop do teh svojih vzorcev, hitrejši, ne, ali kako bi rekel? Lažje greš v stik s sabo, če si zavesten, če si odprt, če ne vztrajaš samo v mentalu, ker tukaj imaš obrambne mehanizme, ne, laganje samemu sebi, sprenevedanje, humor, pretvarjanje, potlačitev, Humor? Humor je tudi obrambni mehanizem. Ja, doskrat ljudje v bistvu s humorjem, ki si koliko je smešno, v resnici zbežijo od globe realnosti, od nečesa, ki jih noter boli in zbežijo od tega na nezavedni ravni. Kukrat si kaj neumnega rekla, pa si rekla, v bistvu si se pa noter počutila za en drek. Saj jaz, velikrat. To je to, ja. A zato je tudi, naprimer, da v teater grejo rajš na komedije ljudje, da se lahko drugim smejijo? Ja, lažje se drugim kot se pa, včasih. Ampak tisti, ki se lahko na svoj račun reži, je že kar dosti naredil na sebi, bom rekel. Kaj nima težav s tem, ne? Kaj bo drug mislil, kaj bo ta rekel, ne rekel. Vsak ima lahko svojo percepcijo o nas, važno je, da imamo mi dobro mnenje o sebi. To je tista moč. Kaj sveti misel, je pač tudi njihova relativna percepcija. Pač glede na njihove vzorce, vsak nas percepira pač po svoje. In zato se jaz ne zapletam v neke te prepire po Facebooku, ki se te po komentarjih en bi to in bil, jaz se tega ne grem. Jaz rad ljudem pomagam, da jaz nimam časa za te neumnosti, to besedno. Ker že zakaj sem postala pozorna, ker mislim tudi, da je humor kljub vsemu neko premalo raziskano področje, ki nam tudi lahko, pa tudi na drugi strani zelo pomaga. Zdravilo. Ja, itak humor, če je smeh, iz srca je visoka vibracija. In po starodavnih znanjih radost in igrivost sta najhitrejša pot ven iz te matrice. Torej, če se zato mi na seminarjih pleščamo, se veselimo, tudi ko mi tramo spucamo, zjokamo, buf, gre ven, pa gremo v radost, igrivost, dvignemo vibracijo. In to je tista, ki so pol, predvsem so ženske, en je moški, ki nam tudi kuha, naš kuhar, ki nam lepo kuha vegansko. Drugače, dvignemo vibro in smo si res pol radostni, igrivi, veseli, srečni, odprta srca in pol res tista hvaležnost, ki dobiš od ljudi nazaj, to je tista moja največja nagrada. Evo, vidiš, glej, kako se vse pokriva. Radost, igrivost, to smo pri Kulišu delali, jaz sem premišljevala, 1 uro smo morali plesati pa skakati pred terapijami. Mi delamo na žerjavci. Pred žerjavico. Ljudje ne bi mogli čez žerjavico, če ne bi šli v to stanje. Rabaš tu višjo vibracijo, če ne se opečeš. Zato sem prej omenil otroke. Si v mentalu. Kako lepo je to. Zato si ti rekel otroke. To sem tudi omenil otroke. Vedno več, ko delam z njimi, vedno boljš mi je, bi bil v tej družbi. Oni imajo ta kanal še odprt, zato te odpirajo, zato ti pomagajo. In ti njim lahko veliko daš in zato te to veseli. To me še zanima, ta tvoja šola, to se pravi, začela se je oktobra, potem pa gre čez koliko časa? Eno je šola, to že poteka, zdaj bo 7. seminar Šola za življenje Ananda, to je 2-letni program.
to je že, pač zdaj načeloma ne vzemam novih, je pa zdaj ta mesečni program, ki je pa spletni program članstva. To bomo pa vsak mesec kolektivno v bistvu transformirali vzorce, občutke in tako naprej, imeli te transformacijske meditacije tudi in pa seveda ta napredna znanja, ki jih bom predajal, celostne medicine, napredne psihoterapije, a ne povezava zavest, telo, duhovnost in znanost, torej ta sinergija vseh teh znanj, vse, kar sem v teh letih, ki sem raziskoval, delal na sebi, transformiral pa sebi, bom dal naprej ljudem. No. Tako da bo enkrat na mesec, zdaj 13. oktobra, pa mislim, da 10. november je naslednje srečanje, pa potem 8. december in potem bomo dali za 2023 datume. Zdaj imam tudi ta svoj snemalni studio, no, pa lahko to delam, svojega tehnika Aleksa, no, tudi, tako da bo zelo lepo. No. Povej mi, pa je, kako ti, naprimer, a se sploh ukvarjaš s tem, kako bo v prihodnosti, ali mislim, se sprašuješ, ker zdaj kar... To je pa dobro vprašanje. Ja, zadnjič brala, naprimer, eno karmično, ki je bere akaške zapise in nam je napovedala najhujši oktober ever, oziroma najhujše leto kadarkoli. Ne? In sem seveda takoj zaprla stran in nikoli, mislim, tega, to mi je... Zato te sprašujem, če se sploh ukvarjaš s prihodnostjo na tak način. Ne, jaz se s tem ne ukvarjam, niti me kaj dosti ne zanima, ker dejansko mi kreiramo, in od nas je odvisno, kako bo šlo na zemlji, ker mi na zemlji ljudje pač kreiramo odnose, kreiramo situacije in če bo kritična masa zavesti človeštva se dvignila in moj fokus je to, jaz kot duša prihajam na ta svet, da pomagam tle, imam to milost, bom rekel, da pomagam dvigati vibracijo zavesti tudi, potem bomo šli naprej. Kaj mi pomaga neka analiza, ki me spet spravlja v strah, ker sem spet v nizki vibri, mislim, jaz se tega ne grem. Niti to ni etično, niti to ni okej za ljudi. Dajmo jim naj pomagati, da ne bodo v strahu, da bodo v radosti, v igrivosti, v veselju, ker s tem bomo mi kreirali lepšo prihodnost. Sej zemlja je že dvignila vibracijo, mi človeštvo, mi zamujamo, mi še malo spimo. Je tudi vsak guru pravi, da je že, da smo da že gremo gor. Ne? Ja, gremo. Jaz sem je težko zdaj, ko smo zbombardirani z novicami, ustrahujejo nas iz vseh možnih koncev in človek, če ni vsaj malo odprt, pa odporen, kaj lahko zdaj? Jaz medije ne gledam, pač sem rekel, jaz tega ne rabim. Mislim, zakaj bi nekaj gledal, kaj mi spušča vibro. Enostavno, vse nas nobene sili, da to gledamo. Ne rabimo gledati. Tisto, kar je pač najbolj pomembno, bo že tako prišlo do nas, bomo že pri frizerki izvedeli ali pa ne vem kje. Tako da zakaj bi si jaz to dovoljeval? Dajmo raj pomagati drug drugemu, da bomo vsi boljši. In če bomo vsi boljši, bomo kot družba lahko šli naprej. Sicer bomo pa potonili v lastno temo. To je vprašanje, ki sem jaz zdaj v parih dneh smo se obadali s tem vprašanjem, ampak recimo to, kar se zdaj dogaja, tle blizu nas na vzhodu, Rusija, Ukrajina in to, in sem vprašal. In veliko ljudi, se pravi, par ljudi reče, raj se ne obadam s tem, ker ne vemo, kaj bo jutri. Skozi je en tak strah v zraku. Ampak je prav, da se sploh ne obadaš s tem, čeprav tisoče in tisoče ljudi pač trpi nedaleč stran. Pa tudi če daleč stran. Dobro vprašanje, ne? Ja, ni treba se malo energije posvetiti temu. Kaj lahko naredimo? Jaz sem recimo naredil tudi eno meditacijo, da smo pošiljali tem ljudem podporo. Kaj lahko naredim? Kaj je v moji moči, da jaz lahko naredim? Jaz lahko naredim. Recimo, to je tisti doprinos. To se pravi, ne bežati pred realnostjo, kakršna je. Ne bežati, priznati, se soočati, pač kar je v moji moči narediti za to. To je po moje prava pot. Super. Kaj pa to, naprimer, tudi vidim, zdaj naprimer v strah je zapakirano to odpovedovanje, malo nižje stopinje v stanovanju in tako naprej. A veš, da zame se ne bo nič spremenilo. Jaz imam od nekdaj 19 stopinj, če me zebe, se tukaj zakurim. Hočem reči, odpovedovanje, pa na nek način tudi žrtvovanje, to sta dve besedi, ki jih sploh več ne poznamo. Ja, preveč smo se razvadili, bom rekel, vse nam je postalo tako. Ja, mi hočemo imeti benzin, čao. Mi hočemo imeti toplo, čao. Ja, očitno jaz tako čutim, pustimo zdaj te svetovne elite, ne bomo šli v to, ampak jaz čutim, da dejansko zdaj smo primorani se obrniti vase. Da smo zdaj na tej točki, ki nam situacija na zemlji kaže,
karkoli se že dogaja, vsi ti, ki delajo, karkoli že delajo, te manipulacije gor dol, nas v bistvu inicirajo. Nas spodbujajo, da se mi obrnemo vase, da rabimo vedno manj v resnici, ne? In da gremo navznoter. Ker to, kar je zdaj nakupovalni center, ne vem, na vsakem koraku ljudje grejo v shopping na izlet, mislim, je neverjetno. Majico enkrat oblečejo, pa vržejo stran. Recimo, ampak na to, kar si ti rekla, zanj sem se z enim Srbom pogovarjal ravno o tem. Je rekel, vi Slovenci, ne vem sploh, kaj se pritožujete. Je rekel, jaz se spomnim, ko sem bil majhen, ko je bila vojna, je rekel, pri nas je bilo to normalno. En dan smo imeli elektriko, en dan nismo imeli. Rekel, mi se sploh ne obadamo s tem. Bo dražje, pa bomo manj kurali. To lahko narediš ti. Grandioznih vprašanj, žrtvovanja in ne vem, ampak pač se zgodi. Naučiti se živeti z manj, in vse je v redu. V vsakem položaju, jaz zdaj berem od Bruce Leeja knjigo, Bodi voda, v vsakem položaju se prilagodiš. Ljudje smo kot reka, vedno se bomo znašli, vedno bomo našli pot. To tudi jaz pravim. Tudi kadar je bilo najhujš zadnje 2 leti ali pa kaj, jaz se nisem res nič sekirala. Pa je bilo res najhujš v tvojem življenju? Ne, mislim, tako so vsi govorili, da je najhujš pa tako. Jaz se nisem sekirala, ker jaz sem rekla, mi smo se še vedno zvlekali in se bomo zvlekali in če si voda, hvala lepa, pač zdaj je lahko se tukaj noter v ta kamen zaletavam, če ne morem spremeniti. Jaz sem v tem času ogromno ljudem pomagal in sem naredil svoj del poslanstva, bom rekel. In hvala Bogu, da sem lahko. Sem rekel, hvala za milost. In da je cit. Vsak je po svojih močeh pomaga tam, kar lahko. In skupaj, dajmo se povezati, tistih smo podobno misleči, dajmo skupaj nekaj narediti. In to, kar delata, je super, ozaveščata, pomagate ljudem rasti, da se tudi oni začnejo o tem spraševati. To je ful lepo, Hvala, veš, kaj ti moram reči, da jaz tebe zdaj že poznam nekaj let, se mi zdi, da si tudi ti nekako, bolj sedeš si cel noter. Mogoče zato, ker imaš tudi izkušnje nastopanja, imaš svojo oddajo, še imaš vedno Zdaj imamo malo pauze, ampak verjetno bomo šli kaj naprej še. Tako da, to je, mislim, je lepo gledati, ker ljudje se razvijamo, rastemo, vedno bolj postajamo celostno. Tako. In drugega nadgrajujemo, dopolnjujemo skozi. Jaz pravim, od vsakega se lahko nekaj naučiš. Pa če je to mali otrok ali pa če je to 80 let star človek, vedno prisluhni mu, nekaj ti ima zapovedati. Bodi odprt, ne samo svoje, naprej dajati, ampak bodi odprt, začuti človeka, ker vsak ima sporočilo zate. In to je po moje lepo. In tudi to dajanje, ali pa, kaj pa to nismo dokončali, žrtvovanje. Mislim, a je to res tako grozno, če si ti kdaj za kakšno stvar malo žrtvuješ, a te bo kaj manj zaradi tega? Odkot je ta, mogoče je zaradi krščanske vere, ker je bilo tako zlorabljeno to, žrtvuj se, celo življenje se žrtvuj zato, da boš prišel v nebesa. To ni isto. Nekaj je, če ti delaš iz te prve razvojne stopnje, da si žrtev, pa se razdajaš, pa pol pričakuješ v zameno, pa si razočaran vedno, To je seveda na dolgi rok ni zdravo za nas. Bomo slejka prej dobili rak ali pa nekaj se bo zgodilo, bomo zboleli, ker bomo razdali svojo življenjsko energijo in to ne bomo naredili z odprtim srcem. Če pa mi pridemo do neke kritične mase zavedanja, do neke stopnje, kaj lahko to naredimo iz srca, kaj lahko naredimo tudi kaj brezpogojno. To je pa tisto, kaj lahko, bom rekel, služimo človeštvu za višji namen. In pol ne rabimo nič v zameno in nam je okej. To je tisto, po moje, kar bi rabili vsi ljudje nekako delati na tem, da pridemo do tega zavedanja. Ti si se z Liptonom srečal, a si se pri njem učil te meditacije, ki on na koncu knjige pravi, da je se pravi našel način, kako se pravi, šola je prav, kako pristopati do sebe, do svojih vzorcev. To si se ti znaš? Jaz poznam to psika metodo, ki tudi on uči, ki je pač leva, desna hemisfera, pa pol prekrižaš roke, da na ta način transformiraš, to tudi poznam. Drugače smo bili pa v Zagrebu na skupnem kosilu tam, in tam sem ga vprašal, kaj bi svetoval meni, kot zdravniku, ki je vedno doskrat polena pod noge dobival, ki je bil vedno odprt za ta celostni pristop, za holistično medicino, pa ga niso marili, ga niso razumeli, mogoče
starši mene so hoteli z fakultete vršiti, recimo, ne, tri izpite pred koncem, ker sem delal te seminarje, ne, recimo, ki so bili na celostnem nivoju narejeni za celostno zdravje, ne, in mi je rekel, ja, jaz sem isto doživljal, ne, leta 67 je on že kloniral celico, ne, je rekel na medicinski fakulteti in potem je videl, dal celico v različna okolja in so se v enem razvila v kostno, v mišično, v živčno, ne, v ne vem, kožno, ne, ker je okolje vplivalo, kateri geni so se tam aktivirali, kjer so se utišali, in je takrat že začel s to epigenetiko, ne, torej kontrol nad geni, kar smo se prej pogovarjali. In se je rekel, takrat so se mi smejali, ne, niso hoteli v bistvu priznati mojega dela, ne, in potem je on šel, predaval je na, mislim, da Wisconsin University, medicinska fakulteta, pa je šel pa na Stanford in je delal tam više raziskave na višjem nivoju, in dokazal, ne, da v bistvu geni ne kontrolirajo življenja, ne, da v bistvu okolje je tisto. Ne. In je rekel, šele 23 let po teh mojih raziskavah se je začela epigenetika. So sprejeli nekako to znanje, ki ga on že takrat imel, ne. In tudi Arthur Schopenhauer je rekel, ne, vsaka resnica je preko 3 stopnje predno priznana. Ne, na prvi doživi posmeh, na drugi ji nasprotujejo, ne, se upirajo in na tretji jo imajo za samoumevno. Ne. In nekaj tazga se zdaj dogaja tudi s to resnico o genih, pa o dednosti in tako naprej. Ne. In je rekel, ti se ne obremenuj z njimi, ki še ne razumejo, ki so še globoko v tej Newtonovi fiziki, ki ne upoštevajo zakonov kvantne fizike, pejdi naprej, če ti pomagaš ljudem, delaj to naprej. In več ljudi bo prišlo k tebi, ker imaš rezultate. In to je tisto, kar je pomembno, da damo ljudem tisto znanje, tisto moč nazaj. Ker doskrat nam je klasični sistem to oduzel. Klasični sistem hoče, da smo mi žrtve, da smo odvisni od njega, da ga rabimo, in zato noče. Da smo jezni. Da se prepiramo, oni se hranijo s tem, s to našo nizko vibro. In če mi tega ne damo, če mi odpremo srce, pa smo v radosti, igrivosti, v ljubezni, v sočutju, nič nam ne morajo. Tega se bojijo, prebojenja, in bodo vse naredili, samo da se človeštvo ne bi dvigalo. Ampak jaz sem optimist, jaz verjamem, da smo zdaj na točki, ki kritična masa zavesti se toliko dviga, da bomo lahko šli na en nov nivo. No. Ja, jaz edino mislim, da jaz nisem naklonjena temu, da je nekdo drug tam zunaj kriv, ker tudi tisti so ljudje in tudi tisti verjetno ne vejo čisto točno, kaj delajo. Ampak ne vejo, ne, mislim na tak način, ko mi zdaj to razumemo, ampak da oni zaradi interesov še več imeti, še več kontrole imeti, denar. To delamo, to se pravi, mi delamo to drugmu. No? Drugmu, sočloveku. In tle, po moje, kot družba rabimo zrast, pa nehati biti eni otroci ranjeni, pa se neki iti ene igrce, pa prizadeva drugega, pa dajmo že končno odrastno, pa prevzeti tisto odgovornost zase. Pa če bi se vsak s sabo ukvarjal, pa pred svojim pragom pometu, kot radi rečemo, pa se nehal ukvarjati s celim svetom, pa z drugimi, potem bi že zdavnaj bili na višjem nivoju zavedanja. Tako pa, ker se vsak ukvarja z drugim, drug je kriv, vemo, 3 prsti kažejo nazaj, en na Boga, ti si ta, ni noben drug kriv. Če mi prevzamemo odgovornost zase na vseh nivojih. Potem se lahko šele osvobodimo. No, to mene, na primer, zelo opolnomoči tak stavek, ker če imam jaz nekega nevidnega, ki rečeš elita, nekoga nevidnega, jaz takoj izgubim moč, ker ne vem, kdo naj bi to bil. Razen tisti ljudje, ki z imenom in priimkom, da pa enega z imenom in priimkom, ki ga ne poznam, sovražim kar tako, pa ne morem, a veš, ne morem njimi, mislim... Veš, Krešimir Mišak je, v bistvu, on je to ful raziskal, sem ga imel tudi v daji, on je res car, na robu znanosti, se veš. Sem brala, jaz prebrala njegove. Zdajle je napisal to knjigo, 2 dela, Smrt transhumanizmu, svobodo ljudem, on je to res v nulo raziskal, jaz nisem šel toliko globine, ampak on to res pozna in te elite res obstajajo, to ni izmišljotina, in pač obladujejo, pač finančne elite obladujejo svet, obladujejo farmacijo. Ja, ampak to so tudi ljudje. So, ampak imajo seveda vse to v oblasti in pač lahko manipulirajo. Roko na srce lahko. Pa so tudi vzgojeni ljudje. Manipulira lahko tudi navaden človek. Seveda, vsak. Hočem reči, da niso, jaz pač, to je moja resnica, da oni to ne delajo na ta način načrtno, da bo cel človeštvo uničili, v to jaz ne verjamem. Ampak oni delajo za svoj rad, tako kot vsak izmed nas. Zdaj pa oni imajo pač malo več, mi imamo pa pač malo manj. To je vsa razlika. Mi bi morali vsi vedeti, da vsako naše majhno dejanje vpliva na vse to, naše. Ker tukaj lahko spreminjamo.
Ja, če se mi spremenimo, ne, potem vplivamo na kolektivno, ne, in potem ni več te moči, ne, in v bistvu na neki ravni potem ne morejo več, kakorkoli. Ni več energije. Zato je to pomembno, da vsak posameznik dvigne vibracijo pri sebi. In potem bo prispeval kolektivni vibraciji, in potem bomo prebili čez. To je ključno. Zato moramo biti zelo lepo, tudi pazljivi, ker se veš, nam je najlepše v življenju, če je tam ena elita, pa so oni krivi, pa se mi moramo boriti. Ne rabiš prevzeti odgovornost zase in je lažje krivi druge. In tega je po Facebooku zelo ogromno. Jaz se ne zapletam v to, jaz imam svoje mnenje, tle pa če vem, kaj delam, vem, da delam dobro in zase in za druge, da pomagam, da doprinašam ljudem, da se dvignejo nad to dramo, ker to je še vedno drama. Kakorkoli. Tema, svetloba, to je še vedno drama. Na kavzalnem nivoju je to eno in isto. Ker se dvigneš nad to, ni več, ni več, ampak ljudje, ki nimajo duhovnih izkušenj, v bistvu se zapletajo v mentalno čustveno dramo. Kaj bi pa rekel, to je težko vprašanje, kaj bi pa rekel, naprimer, da bi bil ti zdaj v Ukrajini, pa pustimo zdaj, ampak da si ti tam in te bombardirajo, se pravi, pustimo zdaj politično pa vse to, da si človek, ki živiš sredi vojne. A lahko jaz pa tudi odgovorim na to? Ja, ti boš lahko, samo ne Dejan. Kako bi tebi taka duhovnost pomagala? Se pravi, nimaš kam, nimaš denarja, nimaš avta, 3 otroke imaš in bombe letijo okrog tebe. Ja, težko vprašanje, definitivno. Verjetno je tukaj vsaka duša po zakonu karme, če gledamo, pač na neki ravni rabi izkusiti, kar trenutno izkuša. Tudi mi smo veliko krat trpeli v raznih nasiljih, vse smo še šli. Jaz sem to mrskev zavestil in pri sebi in pri drugih, ko vidim. Enkrat smo bili žrtev, enkrat smo bili storilec. In to je ta igrca, te matrice, ki se jo gremo že tisočletja. In na neki ravni verjamem, to je moje stališče, mnenje, kakorkoli, da te duše na neki globi ravni, seveda z zemeljskega vidika pa z umskega je to težko razumeti, ampak na neki globi ravni vsaka duša pač izkuša v danem trenutku tisto, kar rabi izkusiti. In vem, da je to težko razumeti za povprečnega zemljana in je pomembno sočutje tukaj, da smo sočutni do teh ljudi, ki zdaj to doživljajo, ampak na tisti globi ravni verjetno so te duše tudi kaj drugega, takega podobnega delale prej. In na neki globi ravni verjetno rabijo to izkušnjo, da bodo šle naprej, da ne bodo rabile več tega, da se bodo dvigale nad karmo, bom rekel, in je tudi to neka iniciacija. Vsaka tema, vsaka groza je v bistvu lahko darilo, če mi vidimo. Vem, da je to težko včasih videti, ampak tisto globe, tisto spodaj, ko gremo, jaz sem imel najhujše depresije, sem se hotel ubiti, dobesedno si vzeti življenje, to, kar je bilo hudo. Nisem videl več, ker je bila pač globja stvar, ker nekaj sem odprej prinesel, nekaj je bilo od mame, to sva že takrat sva govorila, sem povedal, ko sem bil v maternici in je njena sestra naredila samomor zaradi nesrečne ljubezni. Jaz sem bil 1 mesec pred mojim rojstvom, sem se junija rodil, to je bilo maja, in jaz sem vso žalost, vso to bolečino, trpljenje moje mame prevzel nase, ker sem mi nagonsko hotel pomagati, ker vemo, otrok hoče rešiti mamo, ji pomagati, in sem vso to žalost prevzel nase, ona takrat skupaj padla, ampak je preživela, in potem sem v zavestu z delom na sebi, s temi depresijami, da sem v bistvu, da je bil tudi tukaj en izmed ključnih vzrokov, in sem jo nagonsko rešil. Torej, hočem povedati, vsaka kriza je lahko tudi darilo, če mi vidimo globjo zgodbo, ne samo na površini, ampak na globjem nivoju. Tako nekako. Jaz bi rekla, da je tudi pravzaprav tvoja razlaga edina, ki jo mi lahko ta trenutek razumemo. Včasih se vprašam, če nam mogoče še vedno s temi svojimi človeškimi besedami in možgani, oziroma kakor nam je dano, res vse razumemo čisto prav tako, kot je. Ja, težko. Jaz pravim, da s tem omejenim zavedanjem, ki ga vsi imamo, težko razumemo to globino vsega, kar obstaja in smo res lahko... V smislu tega. Ja, smo res lahko majhni, ponižni pred to otroci. Kreacijo. Ja, res ta otroci tega univerzuma. Jaz mislim, da smo lahko samo otroci, da nimamo pojma o pojmu, da nismo popraskali površine, da nismo popraskali. Vendarle smo na začetnih fazah. Na neka vrata, smo na začetnih fazah nekega prebojenja, bom rekel.
Jaz imam tako občutek, da bi jaz, ampak to je moja čisto osebno, laično, da trkamo na vrata, da bi si zakončno zaslužili en širši, globlji vpogled, ne? Ja. In da moramo prej vse te... Smo bogovi v plenicah, ne? Tako kot Mokša pravi. Tako nekako padamo še, nismo še, ne? Ja, učimo se, ja. Pač Vse je tudi to počasi. zanimivo, ne? Ja. Želimo vsem ljudem dobro. Tako je, mi imamo itak debate še za nekaj časa, za danes bomo morali nehati. Ja, hvala ti. Hvala vama za povabilo. Da se tudi pridružite Dejanovemu učenju in nam. Hvala za to, da nas gledate, da nam sledite, like, share, subscribe in kot bi rekel Dejan, bodite otroci radostni, živi in dobri en do drugega. Čau. Hvala Hvala vama. Čau. Čau.